Sodobna hiša v idiličnem podeželskem okolju najprej preseneti z dejstvom, da v dolžino meri kar 30 metrov. Ima pa med drugim tudi to posebnost, da se upira sodobni težnji po vse večji individualizaciji. V njej smo namreč našli prekrasen primer sobivanja dveh družinskih generacij. In kar je najbolje, vsi člani se med seboj res lepo razumejo, kar se odraža tudi v odlični energiji, ki obiskovalca v hipu objame. Potem so tukaj še prekrasni razgledi skozi velike steklene površine. No, kar poglejte, zakaj se nam iz te dolenjske krasotice ni nikamor mudilo. Sreča ni v glavi in ne v daljavi, ne pod palcem skrit zaklad. Sreča je, ko se delo dobro opravi in ko imaš nekoga rad. Kako lepe in slovenske Pavčkove besede so zapisane na steni hiše, ki nas kar ne neha in ne neha navduševati. Spoznajmo tole hišo, ki jo odlikuje velika dolžina in prijetna toplina. Na Dolenjskem, pod streho prekrasne sodobne hiše v idiličnem podeželskem okolju, bivajo člani treh generacij. Poleg zakoncev Novak, še njuna hči in stari starši. Družina, ki se že desetletja ukvarja s kmetijstvom, je vajena sobivanja, zato je bilo le to bistvenega pomena tudi pri oblikovanju novega domovanja. To je zraslo le lučaj stran od kmetije in stare hiše. Za razliko od te pa je zasnovano tako, da vsem po eni strani omogoča zadostno mero zasebnosti in po drugi druženje. V Tria arhitekturnem studiu so oblikovali pritličen vzdolžen objekt, ki v dolžino meri kar 30 metrov. Nataša in Tone, zdravo, živijo. Me zanima, kakšna je bila vajina prva reakcija, ko ste videli, da bo ta hiša dolga dobrih 30 metrov. Kaj ste si takrat mislili? Ja, prvič je bil kar šok, 30 metrov imamo dolg skladišče, in smo rekli, za hišo 30 bo pa le malo dost, ampak pol smo, kakor smo bolj načrt gledala razporeditev v prostoru, recimo tako, ko mi funkcioniramo, je bilo nama pa čedalje bolj všeč. Pol nekaj smo z arhitekti glihali, da bi jo malo skrajšali, pa nekaj smo. V glavnem je pa kar ostala tista prva ideja. Ja, pa tudi parcela je bila pol taka, da se je dala ta dolžina porabiti, tako da se je prav lepo izteklo. Ampak že od začetka ste pa imeli predstavo, da se bo v tej hiši sobivalo z vašimi starši, da bo torej namenjena dvem generacijam. Ta hodnik nas ločuje, ko prideš v hišo, starši pa naš dela, pa vendar smo na dosegu čez blisa. Ampak funkcioniramo tako, kar vsak za sebe, kosilo, ko smo pa skupaj, tu nekaj. Torej, sobivanje generacij s taščo in tastom živeti pod isto streho je vseeno tudi možno? Seveda je. Že koliko, 26 let. Se zastopimo, se razumemo, delamo skupaj, tako da ni problemov. Takole, glede na vse detajle in glede na splošni vtis, bi rekel, da niste šla kar za prvo idejo in s prvim izvajalcem, s katerim sta se pogovarjala. Je bilo težko najti pravo osebo oziroma pravo podjetje? Ja, sigurno pač preveriš trg, pa ponudbe. Tako da ja, na sejmu smo se srečali z gospodom Janezom Richterjem in smo pač povedala, da bova rabila hišo, da bova gradila. No in potem smo prišli že tudi malo do tega, kaj mi potrebujemo in kako in kaj, in pač naš način bivanja, da živimo skupaj starši, da imamo eno gospodinjstvo, da jaz kuham, no potem je pa Janez omenil, da pa mogoče bi bilo pa dobro, da naredimo staršem tudi eno čajno kuhinjo, pa sva oba rekla z možem, ne, tega ne rabimo, se mi skupaj kuhamo. No, ampak potem, ko sva se pa domov pelala, pa sva razmišljala, pa tako, pa pogovor, pa to pa sva rekla, lej, res je, mogoče pa res ni slaba ideja, pa dajmo to obdržati. In tudi se mi zdi, da je to tudi malo prevagalo jeziček na tehtnici, da so potem delali našo hišo. Torej nekdo, ki se je znal pravilno uživeti v vaji? Ja, tako, ker so naju pač začutili, kaj in kako, naš način življenja in tako da je potem dobro steklo. Sodobno družinsko domovanje je zasnovano premišljeno in praktično, a z velikim spoštovanjem do tradicionalnih elementov. Zanimivi macesnovi križi oziroma po domače panti, s katerimi se navezujejo na okoliške kozolce in skednje, hišo optično skrajšajo in dopolnijo.
Izdelavo hiše na ključ sta zakonca zaupala podjetju, ki s svojim delovanjem in produkti teži k vse večji trajnosti ter dobrim praksam tako za okolje kot uporabnika. Gospod Richter, menda je zakonca Novak prav individualni pristop prepričal, da ste se odločila zgraditi z vami to čudovito hišo. Kako ste torej pristopili? Kakšna je tukaj zgodba? Lotili smo se na popolnoma individualni način, se z njimi veliko pogovarjamo, seveda na koncu tudi svetujemo in vse skupaj zaokrožimo potem v nek projekt arhitekturni in seveda tudi vsa ostala dokumentacija, ki potem temu sledi in na koncu hišo izvedemo. Načeloma delamo po to v dveh principih. Pri njih je bil princip drugačen, so imeli svojega arhitekta. Za gradnjo te hiše so uporabili sistem Optimal Plus, ki je primeren za nizkoenergijske in pasivne gradnje. To je eden izredno dober sistem, ki je precej izolativen, s katerim tudi nekako gradimo nizkoenergijsko in pasivno gradnjo, pa tudi nič energijsko. Ta sistem ni zgolj samo dober izolativni sistem, ima tudi veliko prednosti, predvsem v kombinaciji z jeklom. S tem dosežemo zelo dobro statiko. In danes vidimo v tem prostoru, ki je cirka 70 kvadratnih metrov velik, strop je visok celo 7 metrov in smo praktično za to rešitvijo in seveda z našo dobro inženirsko ekipo to tudi nekako odlično zaključili in zadeva je statično seveda zelo stabilna. Kaj bi rekli, da so vaše glavne prednosti, s čimer lahko v takih primerih prepričate kupca? Naša glavna prednost je seveda ta naš individualni pristop. Vse to ne gre brez zelo dobrih tehnologij. Mi ves čas, oziroma že kar nekaj let uporabljamo tudi BIM tehnologijo, da praktično vsak objekt je naš digitalni dvojček, gre, da so še vsi ostali informacijski sistemi pomembni. Ampak mogoče ni tehnika tako ključna je ekipa. Našo ekipo že gradimo praktično 30 let. Ekipa je tista, ki praktično lahko dela dobre projekte. Poleg tega pa naše lastnike zelo celostno obravnavamo, se pravi, da od samega začetka njegovih idej jim stojimo ob strani, jim svetujemo, pripravljamo arhitekturne rešitve, pripravimo seveda vso kompletno projektno dokumentacijo, izvedbeno dokumentacijo, potem zgradimo hišo na ključ in seveda v podaljšku še izvajamo tudi servis in vzdrževanje objektov. Pred vhodom v markanten objekt nas pozdravijo lično zloženi mlinski kamni, ki so jih ob nakupu našli na parceli. V delu na naši desni prebivajo stari starši. Poleg dnevnega prostora pa so jim uredili tudi spalnico in kopalnico. Iz hodnika vrata vodijo tudi v servisni del, kamor so zaradi odsotnosti kleti umestili vse shranjevalne in servisne površine. Na levi vstopimo v svetel bivalni prostor, ob čemer nas pozdravi v začetku omenjeni Pavčkov citat. Ob velikih zastekljenih površinah stoji markantna miza iz hruškovega lesa, poleg pa funkcionalno zasnovana kuhinja z napo v obliki kubusa. Iz velike dnevne sobe s kaminom, kjer družina rada preživlja večere, nas vrata po hodniku vodijo v spalnico. Nasproti hčerkine sobe je velika kopalnica, v sklopu katere je Tone ob pomoči bodočega zeta Žiga izdelal dovršeno savno. V kopalnici je tudi velika kad, ki se skozi okno spogleduje s sosednjo cerkvico. In zdi se, da ima čisto vsaka stvar v vajni hiši eno zgodbo. Tudi tale miza, za katero sedimo, je posebna. Na tem mestu je stala hruška, tam nekaj kopalnica, savna. Je bilo treba podrti hruško in smo jo pač dali na žago. Smo jo sušili na naraven način in potlej smo je naredil Jan mizo z te hruške. Ima pa še mlajšo sestrico. Seveda, iz iste hruške. Tako. Sreča je, ko se delo dobro opravi in ko imaš koga rad. Kako lepo, da ste se odločili za tele verze. Kakšna je tukaj zadaj zgodba? Pa v bistvu naša zgodba, bom rekla. Razumemo se dobro in tudi medgeneracijsko se razumemo. Smo veseli in zadovoljni, ker je delo dobro opravljeno, tako da ja. Če potegnemo črto, se je splačalo. V tej hiši sta na koncu zadovoljna in sta rada tukaj, Ja, zelo. Ja, absolutno, tak dober občutek. Je pa še ena anekdota mogoče na to, ko sva gledala vdajo Ambiente in so nekdo, ki je predstavljal svojo hišo, povedal, da zdaj, odkar so pa naredili novo hišo, da so pa zelo radi doma. No in se nama je zdelo tako lepo, ampak tudi malo hecno, smo rekli, ja seveda, finance so šle, zdaj so pa radi doma. No, zdaj smo pa mi naredili hišo in smo dejansko res radi doma. Sva res rada doma, ja. Res, dobro se počutimo in smo res radi doma.